In zdaj recimo je tukaj naša govoreča glava, tukaj imam pa prostor zapisati. Kar pomeni, da v resnici smo zdaj dobili tako, če pogledamo tukaj na levi strani, je tako kot en slajd. To se pravi, je en slajd, na katerem smo na mesto slike dali naš video. Ok, to je zdaj ta prva stvar, zdaj gremo pa pogledati, kako zdaj pravzaprav iz tega dobimo več slajdov. Zdaj pa logika tukaj je zelo enostavna in sicer, kjerkoli želimo dobiti nov slajd, na katerem bomo napisali nekaj novega, rabimo postaviti tale znakec poševnico. Okay? Pa recimo bom vsem za začetek dala varianto, da najprej napišem, bo lažje si predstavljati, to se pravi recimo, da želim jaz tukaj nekaj napisati. Pa bom tukaj med elementi, med elements, bom izbrala tekst. Title, naj samo tukaj povem, title je stvar, ki se veže, ki v bistvu izvira iz naslova. To se pravi, tukaj je naš naslov shorts, organiziranost. In če dam jaz tukaj, če izberem title, bo tukaj avtomatsko zamenjal to besedo. Tako da tukaj najboljše, da uporabljamo tole tekst. Smo dodali tekst in si ga tudi kar na začetku naredimo takega, kot želimo. To se pravi, jaz tukaj zaprla, da malo večje dobim. Zdaj sem ga majčkeno zasukala. To se pravi, dam recimo font, ki ga želim. Pa velikost, skratka, to si že na začetku nastavimo. Font, kar se velikosti tiče, naj bo tam nekje 40, recimo minimalno, če je še več, je še boljš. Pa recimo, da je takole naslov, tam sem črna barva. In recimo, da rečem, da je tukaj prva beseda, ne, moja beseda. Nekaj pač napišem. Tukaj na levi lahko vidimo torej ta naš slajd, ta naš tekst. Kjer želimo, da se zdaj slajd spremeni, postavimo poševnico. Torej v tekstu najlažje si je potem pomagati tukaj s tekstom na levi strani. Običajno je to nekje tudi v teh odstavkih, on tudi lepo naredi odstavke, lahko vidimo. Lahko je kjerkoli, ne. Vidim, takole lahko rečem, aha, tukaj jaz že želim, da bo, ne vem, neka nova, da bom nekaj novega napisala, se postavim v tekstu pred tale, ne, v online svetu, vidimo, v online svetu bi moral pisati, se postavim in naredim na tipkovnici, s tipkovnico poševnico. In tukaj na levi strani že vidimo, da je iz tega naredil nov slajd. Ne. Pa recimo, da želim še tukajle, pred zdaj, in je spet naredil nov slajd. Logika je, da zdaj vleče odpreti sabo slajd tak, kot je. To se pravi, recimo, da bi jaz tukaj zdaj želela dodati novo stvar, novo besedo, bom spet dodala, lahko tudi kar tole skopiram, bom dala CTRL-C pa CTRL-V, da je enak font, pa bom napisala druga beseda. Ne, potem se malo poigramo, da jo postavimo pod tisto in je to to. Zdaj vidimo, ker smo tukaj naredili, tretji slajd sem naredila, še preden je bila ta druga beseda napisana, ga je on seveda delal na podlagi prvega. Tako da, če bi jaz želela, da se te besede samo dodajajo, potem je smiselno, da jaz to delam po vrstnem redu. Torej, pobrišem tole, tukaj tale, sem enostavno samo pobrisala tole poševnico. In se zdaj postavim in zdaj naredim poševnico in bo zdaj pobral slajd tak, kot je. To se pravi, da ima že drugo besedo gor. Pa bom zdaj tole drugo besedo skopirala, torej CTRL-C na tipkovnici, pa CTRL-V za pejstanje. Tukajle in napišem tretja beseda. Ok, pogledam, če je usklajeno. In je to to. In vidimo zdaj, kako se nam lepo te slajdi zlagajo, kot da bi naredili slajde. To se pravi, ena opcija bi bila torej, da bi mi te 3 slajde že napisali, torej tudi te tekste v sami Canvi, ampak to pomeni potem, da moramo trikrat shranjevati, 3 slajde shraniti v Canvi, 3 slajde nalagati, potem, če se karkoli zmotimo, oziroma če smo ugotovili, da smo se kje zatipkali, spet moramo iti tja popravljati, tukaj pa enostavno popravimo samo tukajle, recimo, da rečem, da je prva beseda, seveda se bo popravljal samo na temle. Bom seveda tudi tukaj mogla na vseh slajdih popraviti na roke. Aha, pa ga ni, je spremenil, evo, to pa sploh nisem vedela, evo, je dejansko spremenil na vseh tudi to prvo besedo. Skratka, tam je prepisal moja beseda, se je zdaj spremenil v prva beseda. Tako da tole nam zelo luštno pomaga. Mi lahko tudi vmes spremenimo pozicijo, to se pravi, zdaj smo recimo klele zdaj, pa če želimo, pa bom rekla, aha,
tukaj pred tako spet dam poševnico, mu povem, da zdaj pa želim drugačno sceno. Zdaj bom pa pobrisala te besede. Ne, vidimo na našem levem, na drugi strani na slajdu in lahko recimo zdaj povlečem, lahko spremenim v to pozicijo, da sem spet nazaj čez celo sliko. Ne, običajno lahko na začetku začnemo z eno celo sliko, ker so mogoče kakšne uvodne besede, potem naredimo tak princip slajdov in potem spet cela slika.